Pozdravljeni. Kolikokrat smo videli, da je obitajoči voznik pod pritiskom klonil in nato ni dobil več tiste prave možnosti, da bi se dokazal. A danes si bomo ogledali 8 primerov, kjer bomo videli, da so vozniki iz kriznih situacij nekako prišli še močnejši. Poglejmo si skupaj, o kom govorimo. V zgodovini Formule 1 bi lahko našli marsikateri primer, ki pa bo povprečnemu navdušencu nekako nezanimiv. Namreč, vkolikor ne govorimo o aktualnih ali pa vsaj znanih voznikih, je pravzaprav težko govoriti o neki zanimivi zgodbi. Zato se bom danes orientiral na bolj znana imena in predvsem pozornost usmeril k tistim, ki so še danes prisotni na progi. In prvi voznik, ki se je nekako dokazal tudi v okoliščinah, kjer bi marsikdo popustil, je Pierre Gasly. Ko je prišel v Red Bull v sezoni 2019, je že na zimskih testiranjih imel ogromno težav. Poleg Maxa Verstappena se ni znašel in sredi sezone so pri Red Bullu opravili njihovo znano rošado. Alex Albon je iz skuderije Toro Rosso prišel v Red Bull, Pierre Gasly je bil pa poslan nazaj v to ekipo iz Faenze. In to bi verjetno zlomilo marsikoga, ki je nekako obetal. Ampak Pierre Gasly je, hočeš nočeš, skoraj takoj pokazal enkratne rezultate. Z drugim mestom na veliki nagradi Brazilije. In ne smemo pozabiti, da naslednje leto, leta 2020, je z Alfa Taurijem zmagal veliko nagrado Italije. Leta 2023 se je pretrgala tista vez, ki jo je imel z Red Bullom in danes je v Alpinu. In kot kažejo rezultati sezone 2026, je izjemno hiter in konstanten. Videli bomo, kako mu bo šlo naprej, ampak iz tiste krize, v katero je zapadel, se je enkratno pobral. Če smo govorili o Pierru Gaslyju leta 2019, ne smemo pozabiti, da je bil tudi njegov takratni moštveni kolega Max Verstappen v podobni situaciji leto poprej. Namreč na začetku leta 2018 mu je šlo dobesedno vse narobe. Na prvih 6 dirkah je zbiral samo napake in nesreče. Spomnimo se velike nagrade Avstralije, velike nagrade Monaka, znamenite velike nagrade Azerbajdžana. Tu je prišlo do onega znamenitega trka med njim in Danielom Ricciardom. Ampak izgleda, da po tako katastrofalnem začetku sezone se je Max Verstappen zbral, v glavi se mu je nekaj spremenilo, prenehal je biti oni znameniti Crashtappen in že na veliki nagradi Avstrije istega leta pokazal čisto drugačen pristop in od tam naprej se je v bistvu začela njegova kariera strmo vzpenjati. Verjetno marsikdo je pozabil,
ampak tudi šampion kova Maxa Verstappena je imel težave in malo je manjkalo, da ne bi celo izgubil sedež. Voznik, o katerem malo kdo ve, da je bil na robu tega, da bi prenehal z vožnjo v Formuli 1, je Valtteri Bottas. Seveda danes pri Cadillacu in mnogi ga sploh ne cenijo. Spomnimo se, on je svojo kariero začel pri ekipi Williams in v tovarniško ekipo Mercedes je prišel več ali manj po spletu okoliščin. Namreč Nico Rosberg je postal svetovni prvak leta 2016 in do zadnjega smo mislili, da bo pri Mercedesu nadaljeval, šele ko so imeli vsi podpisane pogodbe, je Rosberg dejal, da on se ne gre več. In pri Mercedesu so od Williamsa odkupili Bottasa. Ampak njegova sezona v letu 2017 in tudi 2018 je bila porazna. Lewis Hamilton je bil daleč pred njim. In na začetku leta 2019 je malo manjkalo, da bi tudi Bottas odnehal. Po zimskih testiranjih si je vzel nekaj časa za premor, za razmislek in sezono 2019 začel na najboljši možni način. Bil je celo vodilni v skupni razvrstitvi, seveda ne na koncu, ampak pokazal je čisto novi obraz. In od takrat naprej lahko vidimo drugačnega Valtterija, ki je sicer podvržen velikim nihanjem v formi, ampak zagotovo voznik, ki je simpatičen, znan mnogim navdušencem Formule 1. Podobno zgodbo bi lahko dejali, da je imel Alex Albon. Albona smo že omenili pri Pieru Gasliju. Sredi sezone 2019 je bil poslan v Red Bull in zopet tam poleg Maxa Verstappena ni uspel pokazati svojih kvalitet. Ne smemo pozabiti, da ga je leta 2021 zamenjal Sergio Perez. In Alex Albon je ostal brez sedeža. Niso ga poslali v tisto ekipo B kot mnoge njegove predhodnike. Dobil je priložnost tekmovati v DTM-u poleg Liama Lawsona, ampak to ni to, če si voznik Formule 1. Ko je nekako pretrgal vezi z Red Bullom, je leta 2022 prišel v Williams. In tu ga vidimo še danes. Ne trdim, da je Alex Albon nekaj presenetljivo dobrega, da je material za bodočega šampiona. Ampak je hiter, konstanten voznik, ki zna domov pripeljati rezultat. Iz situacije, v kateri se je znašel v Red Bullu, se je presenetljivo dobro pobral. In omenili smo kar nekaj voznikov pri Red Bullu, kar kaže, da je ekipa iz Milton Keynesa tista, ki jih dobesedno uničuje. Eden izmed, recimo temu, srečnih preživelih je tudi Liam Lawson. Zgodba, ki je nam navdušencem izjemno dobro znana. Liam je bil v sezoni 2025 zamenjan po samo 2 velikih nagradah. Znana zgodba. Prišel je Yuki Tsunoda iz ekipe Racing Bulls in Liam Lawson je bil poslan stopničko nazaj. Ampak ne smemo tu pozabiti, da od tistega trenutka, ko je bil poslan v na papirju slabšo ekipo, je začel kazati zopet dostojne rezultate. In tako je tudi na začetku leta 2026. Čeprav menim, da ga bo Arvid Lindland lahko tudi prehitel,
Ne smemo pozabiti, da za nekoga, ki izgubi sedež po samo 2 velikih nagradah, ko ni imel časa pokazati svojih kvalitet, se je Liam Lawson izjemno dobro pobral. Ampak obstajajo še podobni primeri iz preteklosti, kjer so bili vpleteni, recimo temu, malce bolj znani vozniki. Prvi, ki bi ga tu omenil, je Jenson Button, ki je v začetku svoje kariere zamenjal ogromno ekip in nikoli ni pokazal tistega, kar je obetal. Dokler ni prišel v ekipo BAR v sezoni 2004, kjer je zamenjal Jacquesa Villeneuva. Tista sezona oziroma tisto obdobje v ekipi BAR je pomenilo pravi preobrat. Seveda ne bomo pozabili njegovega naslova v sezoni 2009 pri ekipi Brown, ampak sam ne bi izpustil niti, po mojem mnenju, fantastične sezone pri McLarenu v letu 2011. Tudi Jenson Button je dokazal, da se lahko v tistih hudih trenutkih voznik pobere, če ima pravo motivacijo in če ima talent. In koga bi lahko tu še omenili? Sam sem se spomnil, naprimer, na voznika, ki ga marsikdaj ne cenijo preveč tisti navdušenci, ki se nedobro spoznajo na ta šport. Govorimo o Damonu Hillu. Damon Hill je v Formulo 1 prišel izjemno pozno. Namreč, ko je začel svojo prvo dirko leta 1992 pri ekipi Brabham, jih je štel že 31. Spomnimo se, da v primerjavi z Michaelom Schumacherjem je Damon Hill zmeraj izšel kot poraženec, ko sta imela oba približno enaka bolida. Tako da je Hill postal prvak komaj leta 1996, ampak Williams mu ni hotel podaljšati pogodbe. Spomnimo se, odšel je v ekipo Arrows in mnogim navdušencem je v spominu ostala tista znamenita dirka za veliko nagrado Madžarske v sezoni 1997. Ampak korona v vsej zgodbi je velika nagrada Belgije naslednje leto pri Jordanu, ko je Damon Hill dokazal, da je iz pravega testa in da ni samo znan priimek. Ampak verjetno primer, ki nam kaže, kaj pomeni biti pravi šampion, pravi voznik Formule 1, je tisti, ki ga je pokazal Kimi Räikkönen. Njegova kariera nam je dobro znana. Namreč, ko je osvojil naslov svetovnega prvaka s Ferrarijem, se njegova zgodba v Maranellu ni dobro končala. Prvak je bil leta 2007, leta 2009 je pa izgubil sedež, ker so si v Maranellu zaželeli Fernanda Alonsa. Ko se je iztekla njegova prva pogodba z Ferrarijem, se je vrnil v tako imenovano ekipo Lotus. Govorimo o ekipi Renault, ki se je preimenovala za krajše obdobje v Lotus, in Kimi Räikkönen v ekipi, ki je imela talentiran kader, ampak bistveno premalo sredstev, je bil sposoben doseči zmage. In to je pomenilo, ker je bil plačan po številu točk oziroma po rezultatu, da je tudi on pripomogel k propadu te ekipe. Ampak pokazal je, da v ključnem trenutku je treba pokazati, iz kakšnega testa si. Sedaj, primere, ki sem vam jih naštel, lahko vsak razume drugače. Niso vozniki na istem nivoju, niso dosegli istih rezultatov, a v vsakem primeru
so iz tiste krize, iz tistega dna, v katerem so se znašli, znali poiskati pot navzgor. In to je tisto važno. Za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.